Lepo pozdravljeni na nocojšnjem dogodku, ki je zaključen dogodek v okviru projekta Umetnost na prodaj. In sicer se bomo danes pogovarjali, kako prodati sodobno z umetniki, o tem, kako prodati sodobno umetnost oziroma o strategijah preživetja na trgu umetnosti v Sloveniji. Najprej bi pozdravila naše goste, Zoro Stančič, Žiga Kariža, Matija Bobičiča in Nenada Cizla. Najlepša hvala, da ste se odzvali na povabilo. Projekt Art for Sale oziroma Umetnost na prodaj smo začeli s dogodkom, kjer smo se pogovarjali z različnimi akterji, regionalnimi akterji z področja trga umetnin, od zbirateljev do galeristov in promotorjev sodobne umetnosti iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Zdaj za zaključek, čemer se tudi zaključuje tale naša mini prodajna razstava, papirnate zadeve, pa bi se o tem, kaj se dogaja na trgu umetnin, pogovarjali z umetniki. Povabili smo umetnike z različnimi izkušnjami, z zelo različnimi tudi potmi, od študijskih poti do tega, kaj danes počenjajo oziroma kakšne poklice imajo in kako se trga soudeležujejo, kako ga sooblikujejo in kaj od njega tudi pričakujejo. Tudi te pozicije naših gostov so zelo drugačne. Rada bi povedala še, da je projekt nastal v sodelovanju in ob podpori Centra za kreativnost, ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. In sicer je UGM del partnerske mreže platforme Centra za kreativnost, ki ga sofinancirata Evropska unija in Evropski sklad za regionalni razvoj. Lepo vas vabim, da se današnjemu pogovoru pridružite z vprašanji, ker hkrati ni potrebno počakati na zaključke, in pa seveda tudi vabim vas, da se med seboj mogoče dodate kakšno vprašanje, kakršnokoli. Pričela bom zdaj z zelo kratkimi predstavitvami gostov, nato pa z vprašanji moderirala pogovor. Pa začnemo pri najmlajšemu iz današnjega omizja, Matija Bobičič, letnik 87 iz Maribora, je del mlajše generacije slovenskih slikarjev, ki se hkrati od nje precej razlikuje. V svojem slikarstvu uporablja drobce oddaljenih spominov, da ustvarja nejasna, nelagodna platna, ki so artikulirana v svojem formalnem jeziku, vendar se spretno izogibajo neposredni jasni pripovedi. Svojo ljubezen do umetnosti je odkril kot srednješolec, nato študiral na Pedagoški fakulteti likovno umetnost v Mariboru, v zadnjih letih pa intenzivno razstavlja in prodaja svoja dela v ZDA in Veliki Britaniji. Nato je z mano Nenad Cizel, prav tako Mariborčan, letnik 80, ki je na Ljubljanski akademiji za umetnost in oblikovanje diplomiral iz vizualnih komunikacij. Med in po študiju je delal kot samostojni grafični oblikovalec, sodeloval je z večino slovenskih oglaševalskih agencij in z veliko naročnikov iz sveta kulture. Za svoja dela pa je prejel domača in tuja priznanja. Z ilustracijo se resneje ukvarja, lahko rečemo, zadnjih Žiga Kariž iz Ljubljane, je sodobni vizualni umetnik, predvsem znan kot slikar. Deluje na presečišču likovnih umetnosti, konceptualne umetnosti in novih medijev. Kariž razstavlja v domačem in mednarodnem prostoru in je 2003 na Beneškem bienalu zastopal Slovenijo. Je profesor slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in skupaj z Janezom Janša so lastnik zaščitene blagovne znamke Janez Janša. Skupaj z kolegi Viktorjem Bernikom, pa Sretenčičem, Draženom Dragojevičem, Jaro Bogrič pa vodi še Artistrand platformo Made in China oziroma galerijo Gallery, o čemer bomo seveda govorili še več. Zora Stančič, sicer rojena v Bosni, kjer je tudi diplomirala na likovni umetnosti v Sarajevu, na likovni akademiji v Sarajevu, nato pa zaključila še grafično specialko na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Iz
Spopolnjevala se je še v Parizu, na Dunaju, v ZDA in na Češkem, razstavljala v Evropi in ZDA. Njena dela pa so tudi v stalnih zbirkah nekaterih prestižnih naslovih v Evropi in svetu, med drugimi v Albertini na Dunaju, Fond National de Art Contemporain v Parizu, Moderne galeriji in tako dalje. Sodeluje tudi na drugih področjih, kot so arhitektura, oblikovanje in film. To je zdaj kratka predstavitev današnjih gostov. Jaz zdaj kar začela z vprašanji. Pa bi začela Žiga s tabo, imam vprašanje postavljeno tako, da mogoče po 2 vprašanji, enemu pa gremo dalje. Žiga si soiniciator projekta Made in China, kjer so zbrana umetniška dela oziroma multipli slovenskih umetnikov, ki so na prodaj po dostopnih cenah. Jaz sem to iniciativo razumela predvsem kot neko iniciativo umetnikov nezadovoljnih z obstoječim ali neobstoječim trgom sodobne umetnosti pri nas, ki je želela mediirati med umetniškimi deli in možnimi kupci. Zakaj je prišlo do tega projekta, kaj ste z njim želeli in kaj se je zgodilo dejansko, oziroma kaj se s tem projektom dogaja zdaj? Najprej lep pozdrav tudi z moje strani vsem, pa seveda hvala za povabilo. Najprej moram na to temo reči, da sem se jaz v bistvu projektu priključil po nekaj časa. Nisem seveda začetnik, oziroma iniciator tega projekta je moj prijatelj Viktor Bernik, ki ga je začel skupaj z Vasjo Cenčičem, malo potem pravzaprav relativno hitro, ampak ne takoj. Sem se pa, kar sem prepoznal, ker se mi še vedno tako zdi, da je projekt izjemno zanimiv, ima rjaški potencial, sem se mu z veseljem pridružil tudi sam. Tako kot si opisala, projekt je že kar star. Mislim, da, če zdaj natančen pomislil, 6 let, mogoče še celo kakšno leto več. In jasno, nastal je seveda natančno v tistem času, ko se je ta prostor slovenski začel jasno zavedati sprememb. Namreč izkazalo se je, da se pravzaprav v Sloveniji kar na lepem resnično več skoraj da ne da, saj recimo v krogih tistih umetnikov, recimo s katerimi sem jaz, ali pa Viktor v stiku, mogoče moje druge drugačne izkušnje, ampak da slovenski prostor za sodobno, recimo referenčno, tisto umetnost, ki deluje mednarodno, da je na nek način tukaj zastal. In teza projekta, ki se ima za umetniškega, je pač bila ta, da je verjetno ena iz možnih rešitev ta, da se generira, vzpostavi neka nova publiko, da se v bistvu začne from the scratch, kot se reče. Zato je Viktor sam, v bistvu bi ga mogoče dobro, da bi se dal to govoril, ampak tudi kar jaz, ker ga ni, pa ker vem vse natančno, prišel na to zanimivo idejo, da je treba v bistvu vzpostaviti, zgenerirati novo publiko, mogoče začeti kar pri študentih. In zato je prišlo na te zelo zanimive ideje, zbral je, recimo povabil je skupino umetnikov prijateljev, tistih, s katerimi se mogoče več družimo na razstavah in tako naprej. Naj prispevajo nek multiple, naj ga naredijo specifično, ali pa smo potem zbirali tudi med tistimi, ki so bliže darjeni, kratka za dela v serijah, ki se jim da lahko, ki prenesejo neko izrazito nizko ceno, recimo da ceno prijazno za študenta, pa tudi za druge, recimo da cena ne bi presegala 100 evrov. Pa hkrati je bila tudi ena izmed idej projekta, da naj na nek način ta dela, ne nujno, ampak najmo, da reflektirajo to specifično pozicijo, skratka, da so narejena zato, da že skozi samo strukturo, formo, medij, vsebino, nazadnje govorijo o tem, bi rekel, specifičnem, nelagodnem, ljubezenskem razmerju med umetnostjo in denarjem. V zbirki je kar nekaj takih del, ki se mi je ta nagovor zelo dobro posrečil, je tudi nekaj del, ki so zanimiva, ki so bila sproducirana že prej, pa so končala v delu, v seriji. Zdaj, ta serija obsega že kar precej del. Res je to, mogoče, da je, kako bi rekel, da zaradi pomankanja, ali pa tako bom nadaljeval, da finančne izkušnje za to serijo, za prodajo so izrazito zanimive.
najprej seveda to, ne, da v bistvu naša izkušnja je ta, da smo dela prodali, pravzaprav uspešno smo jih prodali pravzaprav posod, kamor smo šli, samo v Sloveniji. Ne. To je za ta današnje srečanje mogoče simptomatična informacija, ampak to ni pretiravanje ali pa neka nesmiselna anekdota, žal je res tako. Od Zagreba do seveda, ne vem, Belgije, Dunaja, tako naprej. Še marsikje smo ga speli kar nekaj prodati, sploh ne malo. V Sloveniji pa zelo, zelo slabo. Minimalno, prav res. Tako da to seveda daleč od tega, da bi bila profitabilni label, ne, ki bi lahko si prvoščil investiranje v svojo znamko. To je seveda še vedno umetniški projekt, popolnoma neprofiten, ki se zadnja 4 leta na specifičen način brenda oziroma povezuje z našim projektnim prostorom, ki se imenuje Galerija Gallery. Na koncu, če bo več časa, bom povedal definicijo, kako sta te dve platformi, v kakšnem, spet bom rekel, ljubezenskem razmerju sta Made in China in Galerija Gallery. Ja, v bistvu razmišljamo tako, kako prodajati, kako v bistvu v specifičen, bi rekel, proces ali pa performativno opcijo prodajanja umetniških del vbrizgati nekaj subverzivnega naboja, ki ga lahko prenese umetnost. Tako da je to seveda izrazito zanimiva postolovščina, ta projekt še ne samo, da še vedno traja, ravno zdaj trenutno smo v fazi, ko bi projektu radi brizgali malce sveže, nove, mlade energije, tako da verjamemo, da bomo štartali na novi ambiciozni ravni in sem prepričan, da se bo projektu še kar precej slišali. Že se pravi, Made in China, multipli so nekje na prodaj, še vedno. Ja, res je. Videti se jih da na spletni strani, Made in China projekt. Zanimivo, mogoče še da ne bom predolg, zelo na kratko. Tako Made in China kot Galerija Gallery sta specifično generični imeni, ki jih Google zelo težko najde, se lahko kar predstavljate. Če opišete v Google Made in China, nas res ne boste našli, da je treba napisati projekt, pa še kaj. Isto Galerija Gallery, jasno, to je za Google zelo nehvaležna zadeva, ampak ja, če napišete Made in China projekt, vidite nabor vseh teh multiplov, cene in kontakte, nahaja se pa v baza, prodajna baza, pa je po eni strani v našem prostoru Galerija Gallery, po drugi strani pa v ateljeju. Prodajamo kar ven iz ateljeja ali pa iz prtljažnika avtomobila. Ne ravno, v bistvu je Made in China pravzaprav migrirala, potovala, bila je postaja imela MGRC v EMS-u modelno, ne povsem, potem v mestni galeriji. Kot projekti ali ali v trgovinah galerijskih? Nekje vmes, če se natančam. V bistvu smo bili bolj kar ne povabljeni, ali pa smo se sami povabili in smo nekaj časa, bi rekel, šteli v nekaterih izmed teh prostorov. Potem smo bili povabljeni tudi kot umetniška platforma, tako da smo kar nekaj evropskih okolij obredali, recimo praviloma v obliki razstav, ki so trajale pač, tako kot ponovati razstave trajajo. Otvoritve so bile pa praviloma performativno narejene, tako da smo že tekom otvoritev uspeli, recimo v Belgiji, ki ima seveda, kot vemo, specifično bogato in v podpori lokalnega, pa tudi nelokalnega umetniškega delovanja, zelo temu naklonjeno okolje, tam smo recimo bili do zdaj najbolj uspešni, pa tudi druge. Ja, tako da v bistvu se projekt na nek način giblje kot umetniški kolektiv s to ambicijo, da prodaja, oziroma še pa natančno, da promovira to idejo, kupovanja jasno dostopnih umetniških del, pa tudi da problematizira, oziroma bi raje rekel pozitivno smisel, da v bistvu načenja, analizira to razmerje, prisprašuje razmerje med umetnostjo in denarjem, nek nov način. Tako da ja, to. Naj samo še, kar si omenil, Galerija Gallery je Artistran prostor in ti Artistran Gallery so postale precej referenčne v zadnjih 10 letih in so vzniknili predvsem iz nekega preskoka umetnikov v sfero kuratorstva. Me zanima, če vas je tu pri tem projektu zanimalo kuriranje ali vas je zanimalo ponovno
prodaja umetnosti v tem vašem galerijskem projektu? Različne stvari. Pravzaprav tako, no? Ideja za galerijo Gallery je zelo stara. V bistvu sva z Viktorjem skupaj razmišljala, pravzaprav se je rodila tako, ko je Eše kuriral U3, se veste, to je kar precej nazaj, sva v bistvu z Viktorjem povabljena, da dava predlog in sva v bistvu predlagala, da bi Slovensko ministrstvo za kulturo v New Yorku odprlo galerijo, ki bi bila popolnoma subvencionirana strani države in po tej logiki seveda bi bila možna privoščiti si vse mogoče, bi rekel, perverzije, ki jih recimo privatne galerije ne morejo početi. To je bil pravzaprav kar natančno artikuliran projekt, ki je terjal orjaški budžet in Eše, ki kot vemo trgu nikakor ni naklonjen, ki mu pač ne diši, je projekt seveda zavrnil, tako da tam ni bil, kot vemo, ni bil vključen v U3. Je potem po izkušnji Made in China se je pa porodila ideja, da mogoče rabimo tudi Project Space. In najdli smo en zelo lep, vse tisti, ki ste že bili veste, meni se zdi prostor zelo lep, to je ena majhna pisarnica, moja kar najmanjša slovenska galerija, 6. nadstropju v Šiški. Noter se dogaja pravzaprav razstave, ki so po naravi site specific, se ne gre drugače, glede na to, da je prostor tak, kot je. Bolj ko ne samostojne. Ni bilo prav veliko skupinskih razstav, bila je, zdaj se bi spomnil ene same, ki sem jo jaz kuriral, Mlada ženska umetnost v Šiški, prvi del. Jaz sem se tam proglasil za nedeljskega kuratorja, pa v glavnem, prej sem se zelo pogovarjala, kako so med študenti, bolj kot ne, izključno dekleta in jaz sem tako eno večjo skupino deklet kuriral in je nastala ta razstava, tako da je to mogoče eno bolj redkih tako specifično kuriranih del na ta način. Drugače pa bolj, kako bi rekel, delo 1 na 1, vabimo umetnike, pridejo sami v stik z nami, mi se potem odločimo na ta način, no, basically. Hvala. Zora, dalje po tem nekem principu, kaj kdo počenja, vprašanje zate. Tvoja dela zasledimo na straneh galerije Ekurna v Ljubljani, naše najbolj prepoznavne prodajne galerije v Ljubljani, ki je nastala kot iniciativa umetnikov, in na strani Slow Art, to je prve online prodajne galerije pri nas, ki bi naj v kratkem odprla svoje prostore na Trubarjevi v Ljubljani. Tvoje grafike so naprodaj tudi v MGLC-ju, v njihovi prodajalni. Je prodaja umetniških del zate pomembna? Je to del tvojega razmišljanja o življenju umetnine ali do tega prihaja bolj naključno? Ja, glede na to, da sem bila več kot 25 let v svobodnem poklicu, sem razmišljala tudi o prodaji, ne? In vendar pri nas, tako kot je Žiga povedal, pa tako kot pač vsi vemo, je dejansko tega trga ni, ne? In trg in je zelo, tako po moje, čisto iluzorno razmišljati, da bi od tega človek lahko živel. In večinoma, kakor jaz poznam umetnike, pač delajo druge stvari, ne, imajo še nek poklic. Bodi si, da so oblikovalci, sodelujejo v različnih projektih, ki so recimo plačani, ne, kakor pri nas, zgleda, da je ta neka ideja umetnika, ki živi iz veselja, da dela iz veselja, ne, ampak dejansko je pa, ne, če se odločiš živeti od tega, je to lahko problem, ne, tako da jaz zdaj že par let od tega ne živim in to, kar se proda, se zelo malo se proda, je čist slučajno, no, tako da je nekako stihijsko, ne. Stihijsko. Ja. Rekla si, da si bila 25 let na svobodi, si delala na drugih področjih kot film? Ja, seveda, se je ravno to, ne, ker ne bi rada nobeno, ki bi se rad s tem ukvarjal, ne, da bi mu pristrigla peruti, ne, ampak ker to res, mislim, verjetno se tudi da najbrž na nek način, ne, ampak ta razmislek, ne, o tem,
kakšen umetnik bi rad bil, ne, s čim bi nekako služil denar, ne, to je, ker nekako je treba, ne, mislim, ti človek rab denar, mislim, tudi ženske rabijo denar, ne, to še posebej, ne, poudarjam, ne, da če ženske, če niso samostojne, ne, je to lahko velik problem, ne, in ženska umetnica je še bolj komplicirana ta situacija, ker so v določenem obdobju prioritete na neke drugem, ne, recimo, tlele vidamente Bušček, ki bo, ne, hmal, in ne, v tistem trenutku je pač, je treba tudi preživeti, ne, in je treba, ne, nekako to, ne, si nekako poiskati neke načine, ne. Jaz sem zelo veliko delala, bom kratko povedala, na začetku, ko se je začela ukvarjati prav z grafiko, ne, je izgledal ta poklic za uspešne umetnike, ne, zelo dobičkonosen, ne, pravzaprav, ne. To je bilo recimo čas 80-ih let, konc 80-ih let, ne, in je bil kot glavni umetnostni zgodovinar, kurator Zoran Kržišnik, ki je potem tudi ustanovil MGLC in skrbel še posebej za grafiko in za grafike, ne. In on je imel toliko dobre naveze, ne samo politične, ekonomske, ne vem kakšne, socialne, zelo tak človek je to pač imel te sposobnosti, ne, in on je skrbel za naročila, ne, takrat so se gradili hoteli, kulturni domovi, vse to je bilo opremljeno z umetniškimi deli, ne, in, ne, ampak pač življenje in čas se je spremenil, ne, in zdaj se mi zdi, da večina ljudi odkriva tudi v samem sebi neko umetniško žilico, ne, in se izražajo skozi Facebook, Instagram in vse to, ne, in je toliko teh podob, da mogoče te želje mogoče tudi ni več za te. Ja, zanimivo. Ampak vseeno, bi te še vprašala, podpiraš razne iniciative in projekte za promocijo vizualne umetnosti in tudi sestopa iz okvirov nekih institucij, med drugim si takoj se odzvala na povabilo za to našo razstavo Papirnate zadeve. Kakšne iniciative bi se tebi, recimo, zdele najbolj smiselne za obuditev trga oziroma predvsem za povečanje zanimanja za nakup sodobne umetnosti, v neki srednji ljudi, ki bi si to v nekem merilu lahko privoščila? Je smiselno spodbujati trg umetnosti pri nas ali je to v bistvu nek prazen tek? Ne, jaz mislim, da je, ampak jaz sem tudi v društvu veliko umetnikov, v mestnem društvu tudi, in že odkar vem, ne, se zmeri pogovarjamo o eni stvari. In to je, da bi imeli ljudje, ki kupujejo, davčno olajšavo. Zakaj se to do zdaj še ni nobeno uspel zrihtati, meni to ni jasno, je to toliko komplicirano, mislim. To je nek mali procent, ampak na ta način bi lahko stimuliraš, recimo neke firme, ki bi si pol to nekaj tam dobili končne. To je recimo, to je ena stvar, ali pa recimo to se mi zdi super, ta vaša, ne, to se je tudi podoben, ne, nekako kot Made in China, ampak ne, neke take stvari, kot so tako targetirane, ne, ali pa organizirane na ta način, ne, in da je tudi, ne, naslov tak, umetnost za prodajo, ne, zakaj pa ne, da se ne sramujemo več tega in po drugi strani, ne, se mi zdi pa tudi, recimo, ne, tudi skozi podarjamo, ne, recimo jaz predavam na pedagoški fakulteti in tam zmeri rečem tem študentkam, ki so tudi ženske, ne, samo en fant ali pa dva sta ponavadne, da ni nujno, da ko bo šle v šole in
učile, ne, in predstavljale to, kar so se naučile na fakulteti, ne, da ni nujno, da iščejo samo talente, ker talent se bo že sam. To čutiš, da moraš to, ali pa ne znaš drugega delati, ne. Ampak, ne, da poskušajo ljudje, mislim, otrokom, ne, nekako neko ljubezen ali pa neko pozornost do tega vzpostaviti, ne, vzgojiti, ne. Vse to se da. Jaz mislim, da se to da, ne. In tako, ne, mogoče, mislim, več stvari je, no, več. In tudi recimo, ne, ne vem, ste to tudi vi hoteli, da bi v galerijah, ne, da bi galerije imele neko, te prodajne galerije, da bi imele neke olajšave ali pa da bi lažje to, ker vse galerije, ki so bile v Ljubljani, kakor jaz vem, recimo ta Anonimus ali pa Ganus, pa to, so pač šle v malor. Ja, predtem, če hočeš poleg prodaje neke projekte delati, vlagati res v nek profil, ne, je zelo težko. Dobro, zdaj pa k malo drugi poziciji. Matija Bobičič, intenzivno razstavljaš v tujini, pri nas te bolj malo zasledimo, si sicer razstavljal v relativno alternativnih prostorih, čeprav jih ne moramo tako imenovati, kot je Kibla portal, Dobra vaga in tako dalje. Zdaj pa te skoraj da ni v Sloveniji, intenzivno pa razstavljaš predvsem v okviru privatnih galerijskih prostorov, ki so namenjeni prodaji. Kako v Ameriki in v Veliki Britaniji, kako delujejo ti prostori, s katerimi ti sodeluješ? Gre to večina za Artist Run Spaces ali za galeriste v bolj klasičnem primeru, kako se tam prodaja umetnost in komu, gre pri prodaji za neko nišo, se pravi v smislu zelo mlade umetnosti, za zelo dostopnimi cenami, oziroma povej nam malo. Torej, jaz bi recimo zdaj izpostavil mogoče najprej New York, potem še London. V New Yorku gre predvsem za Artist Run Gallery, ki jo v bistvu vodijo tudi umetniki, oziroma zdaj prevzel to en umetnik. Torej, ta prostor je v bistvu namenjen mlajši generaciji umetnikov in se potem tudi umetnost nekako prodaja, mislim, ne bi glih rekel po nekih dostopnih cenah, ampak po nekih solidnih cenah. Torej, v bistvu za New York je zanimivo, ker je tam zelo dosti denarja in tudi zelo dosti mladih je tam bogatih. Ne? In jaz recimo, ko sem jo razstavil, sem mislil, to se pač, ne vem, če se bo kaj prodal, če bo koga kaj zanimalo, ampak se je zgodilo, da je v bistvu bila cela razstava razprodana, zaradi tega, ker mladi, tudi starejši hodijo na razstave, zanimajo umetnost, slike kupujejo. Mislim, ni niti pomembno, če je to neka investicija, ampak da jim je umetnost všeč. To se mi je zdelo, recimo za New York, ful, tak wow. Ker je tudi zelo dosti ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ki kupujejo, ki hodijo na razstave, ki o tem pišejo. Za recimo London pa je potem zadeva že malo drugačna. Tam pa recimo v galeriji, ki je v bistvu ni Artist Run, ampak je v bistvu majna galeristka. Tam pa so zadeve že bolj malo, kako bi se rekel, kalupljene. Tudi ljudje so bolj nekako, se mi zdi, konzervativni, predvsem starejši kupujejo. In zdaj ne vem, mogoče situacija zaradi tega Brexita pa to, ker tam so ljudje ekstremno prestrašeni. Večina ljudi se hoče izseliti zdaj, in da je nekako za, ne vem zdaj, če bi dobrih ravno v tem času neke slike kupoval. Ampak, ja, že tu je razlika, ne. Ampak ZDA pa me res ful presenetila, ne. In kako pride mlad umetnik iz Maribora brez neke institucionalne podpore in brez nekega daljšega CV-ja do najprej skupinskih, potem pa samostojnih razstav v New Yorku, Los Angelesu in tako dalje? Ja, jaz sem najprej v bistvu profesor likovne umetnosti, tukaj sem končal
faks, ne, in sem v bistvu najprej hodil biti učitelj, ne. Oziroma, celi čas sem nekaj slikal, ampak sem potem se vpisal na fakulteto, da sem lahko učitelj, ne. Da se dobim neke prihodke, ne. Ampak potem, ko sem končal, sem ugotovil, da v bistvu kot umetnik, mislim, kot učitelj so mi vsa vrata zaprta, mislim, noben rabi več profesora likovne umetnosti, zaradi tega, ker itak že program se skrajšuje vedno manje ur. Potem seveda, da z tega ne bo nič, potem sem probal še nekaj take čisto predvidene zadeve, da delam na nekih recepcijah, pa take stvari, tudi to nekako, ker sem bil preveč kvalificiran. In potem sem rekel, ok, bom probal slikati, ampak tako zares slikati, ne. Potem sem naredil eno maslo slik, ne vem, ful dosti jih je bilo, stil sem popolnoma spremenil in sem potem rekel, kaj pa zdaj, ne, mislim, kdo bo zdaj to videl. Tukaj nekako v Sloveniji, ne vem, če bi se lahko tega nekako preživljal. In sem potem videl, da je nekako, sem si naredil Instagram profil in sem videl, da se tam ful ena scena ogromna dogaja, da so vsi v bistvu umetniki, galeristi tam, ne. In potem sem začel počasi, nekako sem se zelo striktno odločil, kako podobil no, ta Instagram profil. Prvo je bilo, da so fotke zelo dobro narejene, da tudi takoj vidijo točne dimenzije, barve. Potem tudi, da sem sledil samo tistim, ki pač me zanima, torej samo umetnost, nisem nekih recimo znancev, ki jih poznam, ne vem, iz kafiča, recimo follow, ne vem. Ja, zice, mene si. Ja, ta se. Jaz nisem iz kafiča. Ne umetnike, ne, mislim, ali pa nekih sošolcev iz vrtca, ne, ko so me rečeli, da tak sem bolj mislil. Glavnem, in potem sem počasi se začelo nekaj dogajati in potem je samo naenkrat mi je pisal pač na Instagramu nek Američan, kao ful imaš kul dela, bi naredil neko izmenjavo, oziroma če bi menjala dela, sem rekel super, vsaj neko delo bo šlo v Ameriko in potem se je izkazal, v bistvu, da je to ta galerist, ki vodi ta Marvin Gardens in so potem pač oni to delo verjetno analizirali, pogledali in so rekli, da je super in so me potem povabili, da na razstavo, solo razstavo. Aha, kar takoj na solo razstavo. Ja, kar takoj, ampak smo potem tudi en trik naredili, ker je on recimo leto prej so imeli enega iz, mislim, da Bolgarije, ampak nobeni prišli, ker ga nobeni poznal. In smo potem dali, ker je v bistvu sta dva prostora, v cisti prostor je bil še en umetnik iz New Yorka, da pride več ljudi in to je bilo super. Ker prav, nisi nikoga poznal. Hvala. Jaz nisem nobenega poznal, ne. Potem pa sem rekel, to je tako super, da pa če se karkoli proda, se proda, to je za mene več kot dovolj. Potem so se še zgodile, da je bil članek na Artnet, Artist Top Picks za avgust in je bila moja razstava recimo tudi izpostavljena. To je bilo več kot dovolj. No in potem zaradi tega se mi je začelo potem še dalje kar odpirati, pa potem, ko imaš že neke take reference, je dosti lažje. In kaj zdaj pomeni v bistvu zate dalje? Ti zdaj z nekom sodeluješ ali se ti pač sproti odpirajo stvari, ali si še vedno zelo aktivn na Instagramu? Ja, na Instagramu sem še vedno aktivn, to nekako vedno mora ostati. Ta galerija v Londonu, mislim, imam tudi ne zastopa in zdaj recimo ta v New Yorku tudi, ampak ker je tak artist run je bolj fleksibilno vse skupaj. Potem zdaj sem dobil tudi zelo dosti nekih ponudb, tudi iz tujine, ampak sem se še malo ustavil, ker je lahko zelo nevarno za mlade umetnike, da se stvari prehitro zgodijo. Se mi zdi, da mora nekako počasi umetnikova karijera nekako dozorevati. Ne? Komaj po 40. letu se mi zdi, da se morajo začeti stvari potem res dogajati, ne? Ampak se strinjam. Ti si pa zdaj star? 32. Ker recimo, ne vem, zanimivo na Instagramu, da tudi dobiš potem pogled, kaj se drugim dogaja, ne? To mene tudi zelo zanima, ne? In recimo en umetnik, mu je ful zalaufalo, je dal v bistvu vse od sebe in ne more več dalje, ne? Naredil je svojo, pa je star recimo 36, naredil svojo top sliko in zdaj samo pada, ne? To je zato počasi, ne?
Ampak kakšne imaš pa te pogodbe? A imate kakšne pogodbe? Ja, so pogodbe, ja. Pogodbe in... Ja. Ker včasih se spomnim, je bilo tako, da je, ne, če si imel pogodbo, si pa tudi, so te na nek način podpirali, tudi finančno, ne, iz galerije, ne. Ja, mislim... In pa si imel neke obveznosti, ne. Ja, recimo sem tudi bil na pogodbo enega večjega galerista. Oni so zelo nevarni za recimo mlade umetnike, ker so pač mladi umetniki izimani, ne. Povabijo jih, izkoristijo in potem vertik, ne. Recimo, on je zahteval od meni pač nemogoče, da naredim, ne vem, v enem mesecu 50 slik, ne vem, takih formatov. Sem rekel, ne, hola, ne morem. Ampak on je bi prodal 50? On si je hotel samo monopol nad mano narediti, ne, po moje. Samo za njega? Ja, samo za njega, potem tudi zelo nizke cene, on bi si potem cena in tak dvignil, pač klasika, ne, teh velikih galeristih. Nina Cizelj. Tvoje ilustracije, mislim, poznate že zelo dolgo, sodelovali smo tukaj v galeriji, ampak naenkrat se, jaz sem tako občutek, so se tvoje ilustracije pojavile na spletnih omrežjih tudi na prodaj. Najprej sem imela občutek, da gre mogoče bolj za hec, za neke preizkušanja in interesa. Zdaj pa redno prodajaš nekako relativno redno, na pop-up razstavah, preko spletnih omrežij. Si se ti te prodaje lotil tudi z nekim načrtom, z neko idejo, strukturirano, ali bolj kot entuzijastično idejo let's spread the art? Jaz sem tak pri 32 oziroma pri 28 bil sveto prepričan, da bom z oblikovanjem oziroma z grafičnim oblikovanjem se pri 37 ali 40 upokojil in pač ne bom več rabo sedeti za računalnikom in bom slikal in bogato živel nekje na morju. Temu ni tako, da mogoče z malo let naskoka ti svetujem, da zagrizi pa oddelaj kot lahko. Skratka, ampak jaz sem od 18. leta, po moja pa 19. do 31. delal v agencijah, za agencije, za naročnike, za neke monstrozne projekte. In pol mi v enem trenutku pač počlo v poštarsko povedano in se mi več tega ni dalo in sem začel s svojim študijem. In bolj manj vse, kar me res, oziroma vsakič, ko je bila šansa karkoli narisati, dorisati, pririsati, ilustrirati, me to toliko potegnilo, da sem videl, da je ilustracija res nekaj, kar me najbolj zanima. Se pa, nažalost, še zmeraj preživljam z grafičnim oblikovanjem. Tako da, nažalost, v tem pogledu, da pač imam naročnika na drugi strani, ki definira oziroma ki si želi neko stvaritev, na drugi strani sem jaz, ki pač teži, da je to, kar si je zamislil slabo, pa pač probam poštuliti to, kar bi naj bilo. Ampak vsekakor pa mi uspeva vedno več in vedno pogosteje jim prodati ilustracijo. In tudi ljudje, oziroma naročniki, ki se pojavljajo vedno pogosteje zaradi ilustracije in jo pravzaprav tako implementirajo v svoje projekte, tako kot so včasih na primer fotografije. In zdi pa se mi, da pač to kriv prav ta pristop, ki si ga tudi ti opazila, da je najprej šlo pač tak za neke poizkuse, pa nekaj, no. Zdaj pa pač, če včasih imel sem eno predavanje in sem rekel, da se mi je dogajalo, da imam 80% oblikovanja, pa 20% ilustracij, je zadnje čase obrnjeno in je tak, ne vem, bi rekel, da je skoraj že 80% ilustracij, pa 20% oblikovanja, ampak še zmeraj pač račune plačujem z oblikovanjem, no, tako da to je pač neka ta
moč marketinga, no, ki pač v ilustraciji nekako še ni najbolj zaznana, oziroma da bi lahko toliko denarja dobil za isto stvar. In to, kar ti recimo prodajaš, ilustracije, so neki nočni... Aha. Ja, to je, ponovadi je tak, da sem dolga leta delal od 7 ure zvečer pa do enih 3 po noči in se mi izgleda ta bioritem nekako vzpostavil, da pač ne morem zaspati in bolj tik preden zaspim, še nekaj narišem in tudi objavim ob kakih enih po noči. In pol zjutraj gledam, koliko lajkov je, pa koliko, če je kak komen za to, da bi se kaj prodalo. No, probal sem lani, tako da mislim, še zdaj naredim zagotovo eno ilustracijo na dan, ampak je ponavadi tak, da je ne objavim, ker je pač nekako okvira nekega projekta. Sem pa lani 5 mesecev, 6 mesecev skoraj zdržal, da sem vsak dan ilustracijo naredil tak kvazi za sebe. No. Mislim za sebe pač tik pred spanjem, pa za namene, da se bolj jasno tudi prodal, če se bo. Sicer razstavljaš tudi v podnarekovaj resnih galerijskih prostorih, tudi pri nas si še imel razstavo v okviru Pluma in tako dalje. Zelo redno. Ampak zgleda, da ti odgovarjajo predvsem neformalni okviri, vse tako se meni zdi, kavarne, bistroji, socialna omrežja. Je ta samoorganiziranost, ta samo prodaja bolj posledica tega, da pri nas recimo ne obstaja nek tak prostor, če bi obstajal nek prostor za prodajo ilustracije kot neka prodajna galerija, bi se ti tega posluževal raje, ali je to v bistvu to, kar danes ti tržišče ponuja in je pač zabavno tudi zate, da vidiš neposredno, kaj se dogaja? Tako razmeroma pogosto se mi zgodi, da me kdo pokliče pa pravi, če bi imel ilustracijo in pol klecnem, ker ga pač nočem razočarati, pa mu reči ne, da tam ne imajo ilustracije. Naprimer, da pol imam kako ilustracijo v kakem lokalu ali pa kjerkoli pač, no, ampak je pa zanimivo pri vsem skupaj to, da je pri vseh teh lokalih, trgovinah, kjerkoli sem pač razstavljal, velik odziv, no, in se mi zdi, da se razmeroma dosti ljudi odzvalo in tudi kupilo kaj, no. Tako da prav nazadnje v lokalu, ki na Gosposki sem razstavljal in me ful presenetilo to, no, mislim, koliko ljudi je pravzaprav se spustilo v nakup, no. Tako da, socialna omrežja pomagajo pri nekak preširitvi tega vizualnega jezika, pa nekega pač neke te Američani imajo nek baz za besedo, no, oziroma pač nekak cel čas probaš biti aktiven. Nažalost nimam tak formuliranega Instagrama kot ti, ampak tak vem, da je to prava smer, pa vem, da ukvarjam se z marketingom, pa ne znam tega oddelati toliko dobro, kot je bilo povedano. Ampak trudim se, no, pač ne vem, tak zdi se mi, oziroma fajn mi je in ravno to, zato, ker mi je fajn, ni neke obveze, pa nimam nekih prevelikih projektov, zdaj mislim, ni Instagram moj velik projekt, ampak mogoče je razlog za to, tudi to, da ne morem živeti od tega. No. Če bi zdaj delal za ta Instagram kvazi, no, oziroma za social media, no, bi mogoče lahko živel samo od tega. Žiga, so tvoja dela, umetniška dela, ali kot Žiga Kariš ali kot Janez Janša na prodajo v kakšni slovenski galeriji, če so bila, recimo, kakšen je odnos, ki se vzpostavi med galeristom in umetnikom pri nas, glede na tvoje izkušnje. In pa še eno vprašanje, obstaja
trg za umetnine tudi izven nekega izven formalnega nivoja, se pravi v nekem neposrednem stiku umetnik-kupec. Ja, v bistvu tako, no, sej prej Matija rekel, da se umetnik po 40 še zares formira, to mi je všeč, jaz sem zdaj malo čez 40, pa se... Tako da zdaj... se počutam... To si najboljših let. Tako se zadnje čase počutam. Ja, v bistvu tako, no, ja, če tako zdaj nazaj pogledam, sem res, mogoče lahko rečem, no, pa to ne zveni preč domišljal, imam kar nekaj izkušenj, no, v resnici sem razmišljal, sem po moje, da skozi zadnja leta v Sloveniji pravzaprav vse, da sem sodeloval na tak drugačen način z skoraj da bi rekel vsemi, recimo ljubljanskimi galerijami, ki so se s tem ukvarjale, pa v mednarodnem prostoru pa tudi sem se bi rekel, potikal pa gibal, sem sodeloval z galeristi v New Yorku, potem v Berlinu, zdaj v Londonu, tako da sem kar nekaj izkušenj nabral. Če najprej Slovenija, v bistvu tako se spomnim, da je po moje ta linija interesa za trg v Sloveniji izrazito zanimiva. Tako meni to osebno, ko bi rekel, mogoče je to tisto, zakaj imam tudi rad projekt Made in China, vidim v bistvu nek umetniški potencial v interesu ali pa v poroki med denarjem in umetnostjo. Če se spomnite, recimo, da je bil pravzaprav mogoče Gregor Podnar, ko je on vodil Škuc, proti koncu njegovega mandata, ko je začel dobivati to idejo, da bo ustanovil privatno galerijo, potem, kot veste, seveda je in je izrazito uspešna. Predtem je začel hoditi za Škucom na sejme, potem je ta ideja se tako zdela, da bi Slovenija odkrila fenomen sejmov. Potem se kar na lepem se v bistvu, ko je Podnar ustanovil svojo galerijo, je Škuc to idejo nadaljeval pod vodstvom Alenke Gregorič, zelo v redu, zelo uspešno. Takrat sem sodeloval recimo s Škucom, predhodno sem sodeloval z galerijo Kurna, ko je vodila Taja Brejc, potem se je ustanovila galerija Gane Sprat, ki se mi zdela tudi zelo zanimiva, sploh mi je bilo všeč, je bila skupina umetnikov in umetnic všeč, tako da sem tudi z njimi sodeloval. Potem smo ustanovili Made in China in zdaj se mi zdi, mislim, ta hip pravzaprav je platforma Made in China oziroma galerija Gallery edina platforma, ki mi je na nek način zadosti všeč v Sloveniji, ko bi rekel, da je tista, pod katerim brandom sem pripravljen prodajati svoja dela. Druge se mi zdi, da je sicer, da je, kot smo že prej rekli, da je ta prostor na nek način pač v enem obdobju nedavno zapadel neko krizo. Galerije v manjši meri hodijo na sejme, mislim, da če zdaj natančno pomislim, kot veste, je galerija Gregorja Podnarja Slovenijo dokončno zapustila. Malo bolj resna kontinuiteta udeležbe, sejmske udeležbe jo vodi mogoče samo še galerija P74. Mi za galerijo Gallery Made in China hodimo pravzaprav tudi gremo na sejme, sem in tja, ker je to izrazito low budget artist run projekt, kot sem že rekel, si lahko prvoščimo zgolj tiste sejme, ki so bolj eksperimentalne narave, kjer se pač in tudi ne gremo tja za to, da bi pravzaprav veliko zaslužili. Mogoče lahko kot zanimivost povem, da smo šli že parkrat zaporedoma na Art Fair Budapest, ko smo prišli prvič tja, tam je tako recimo taka grobna hala, tam je nek balkon, so z Viktorjem stali na tistem balkonu in gledala, kje je največja množica ljudi in so seveda videla, da je okrog bara. V bistvu bar je bil tisti mikroprostor, kjer so se dobrine in denar najhitreje šmenjavali. In potem smo rekli, okay, kaj bi naredili za drugo leto, seveda bomo naredili umetniški bar. Res smo povabili umetnike, s katerimi delujemo, da vsak naredil nek multiple na temo, ki bi bila aplikativna na bar. In v resnici takrat, da pretiravam, prepričan sem, da smo v bistvu, če vzamemo število umetniških del, ki smo jih prodali, pa po moje dobesedno prodali več kot vse ostale galerije skupaj. Res pa drži, da smo imeli da so bila
dela tudi po 1 evro, recimo Viktor konkretno je naredil umetniško delo, ki sem jo rekel šot, to je bil kozarček šnopca, plačal si 1 evro, dobil še šnopc, si ga spil in si dobil certifikat, številčen, recimo. Dobeno delo ni stalo več kot 30 dela, ampak 30 evrov, ker smo DJ-ja, v bistvu ves čas je bila orjaška gužva kot našega štanda, okoliški galeristi so se pritoževali, da njihove stranke ne morajo v miru gledati slik, ker je pač muzika prenaglas, ampak res smo poznali veliko pijač, no, v bistvu. Umetniških del, absolutno, ja. Tako da, če se zdaj malce vrnem nazaj v Ljubljano, ja, ta hip se meni zdi, jaz bi rekel tako, no, da zanimivo se mi zdi, ta hip se mi zdi situacija v Ljubljani, mogoče v Sloveniji, zelo zanimiva. Zdi se mi, da prihaja do nekega specifičnega, predvsem pomembnega premika. Recimo, da bi rekel, da je to obdobje starih galerij, kot je recimo Kurna in mogoče še marsikera, da vemo, da legendarna Taya Brates pač žal ni več med nami, tako da je ta klasična doba Kurne pač za nami, tako naprej. In hkrati se po Sloveniji zdaj pojavljajo mi sploh nismo edini, ki uporabljamo internet, seveda za prodajo umetniških del. Kar tak občutek imam, da se v bistvu te platforme na nek način kar da množijo. Prejšnji teden sem dobil prav hecno iz strani 2 nekih, bi rekel, oseb, ki se s tem ukvarjata ponudbo. In mislim, da tako, da se zelo veliko ljudi zaveda, da se bi iz tega dali narediti nekaj. Nisem pa zaenkrat, če najdu ali pa naletel na neko platformo, ki se bi mi zdela mogoče resnično zanimiva. Tako da ja, v resnici ta hip se mi zdi še vedno, ta hip nekako zaupam še najbolj samo sebi. In prodajam pravzaprav v Ljubljani, mislim, prav več se v Ljubljani ne prodaja, če pa že pa prodam kar sam. No? Sam. Ja. Kako pa pridejo ljudje do tebe, veš? Ja, v bistvu, kako bi rekel, mogoče krog nekih znancev, interesentov, ljudi, ki jih to mogoče zanima. Tega žal ni veliko, no, sploh ne. Ni pa zdaj, bolj bi rekel to, no, da ni nobene platforme, ki bi ta hip zaupal, da bi ji dal v roko prodajo svojih del, svoja dela. Ne vidim jo, no, ta hip. In upam seveda, da se bo to pač malo spremenilo. No, ne nazadnje, ravno zaradi tega razloga, pač tako bi rekel intenzivno in resno in še vedno ukvarjamo z našo galerijo Gallery in Made in China. Ne nazadnje imamo tudi mi ambicije, da iz tega naredimo večji, še bolj drzen projekt, ki bi bil verjetno, da tako upamo, v interesu pač večje skupnosti umetnikov. Zora, sama si v bistvu tudi, mogoče pa narekovaj, naključna zbirateljica umetnosti. Del svoje zbirke si tudi predstavila enkrat na eni razstavi v galeriji Škuc. Ta zbirka nastaja verjetno na podlagi poznanstev, prijateljstev z umetniki oziroma lahko mogoče sama malo poveš o tem. Me pa zanima, če neformalno deluješ tudi recimo kot svetovalka komu za nakup umetnosti, če si referenčna oseba, ne vem, znotraj kroga, nekega ožjega, širšega, tudi za to. Ja, mogoče tako z nasveti pa to, ker recimo moje izkušnje so, da če sem tako v neki družbi z umetniki, se pa samo o denarju pogovarjamo, ne. Ampak če sem pa v neki družbi, recimo z bankirji, pravniki, ne vem kaj, se pa radi umetnosti pogovarjajo. To je res neverjetno, ampak res. Vse te v bistvu verjetno poznate to šalo, ne, da o čem se zvečer umetniki ob pivu pogovarjajo o denarju, o čem pa bankirji med pivom seveda o umetnosti. Umetnosti, ja. Jaz imam, to so moje izkušnje. No. In tako, se nimam toliko zdaj prijateljev med bankirji, ampak recimo te, ki pa si želijo kaj kupati ali pa investirati, ker recimo
mislim, v mojo umetnost kupujejo, so predvsem ljudje, ki jim je to všeč, ne kupujejo, jaz ne prodajam ljudem, ker bi to hotel kot investicijo, ker ni taka umetnost, ne. Ampak recimo so pa eni ljudje, ki pa se želijo, ne, in to so zihar Servini ali pa ne vem, neke take slike, ne, in absolutno to podpiram, mislim in svetujem. Po drugi strani mi je pa, kadar pridejo, to sem hotela se navezati, ne, na Žigata, če pa kdo mene pokliče, pa pride, ne, pa pride direkt v atelje, ne, ker zdaj imam tak fancy atelje, ne, že 2 leti v Švicariji, ne, z veseljem tudi atelje sam pokažem, ne, sem pa zelo vesela, če pridejo tako mladi ljudje. Zadnjič jih je so prišli 5 fantov in punc, tako ena tako družba, ki so hoteli kupiti eni sošolki, prijateljci, eno grafiko, ker je kao ona moja fenica, ne, in so zbrali, ne, in je bilo tako fajn se z njimi pogovarjati, ne, se je izkazalo, da jih je mama poslala, ker mama je bila pa moja sošolka iz gimnazije, ne, ampak vse, ne, res je bilo tako zanimivo jih opazovati, kako oni razmišljajo o umetnosti in tudi, ne, so bili, tako taka mešana družba je bila arhitekti pa pravniki, ne, in najbolj sem se s tem pravnikom pa zaštekala pravzaprav, ampak to je tudi ene posebne izkušnje, ne, čas se mi prav ne da, ne, mislim to kazati pa, ne, ampak včasih si pa tako prav rečem, pa saj fajn, saj to je del tega mojega poklica, ne, in pol probam uživati, ne, saj ne rada. No, ampak zelo pa uživam, ne, v tem, da zbiram, ne, in zbiram pa samo stvari, ki so mi res všeč, kar je recimo, kar bi si sama želela, recimo, pa se nisem spomnila, ne, narediti, recimo. In v tej zbirki je nekaj nastaja zdaj že nekaj časa, z možem, pač on je tudi tako ljubitelj umetnosti, ne, likovne, vizualne in velikrat me on tako, da si zameni s kom, tako, ne, tako, da na tej osnovi menjave ali pa včasih pa tudi kupimo z največjim veseljem. Nazaj sem eno tako stvar kupila in sicer v Švicariji imamo tudi eno trgovinco in sem poklicala, so take zgodbice, ne vem, če vas zanima, ampak to se mi zdi, da je to tudi del tega. Sem poklicala to avtorico, ki je imela eno tako veliko skulpturco, razstavljeno to in sem rekla, a bi rajš videla, da od tebe direkt kupam ali v galeriji. In je rekla, daj kup v galeriji, ne. In je bilo to najlepši občutek v mojem življenju. Sem vzela kartico, bančno, in sem šla po štenkcah dol v galerijo, sem rekla, to vse. In sem mi naredila račun. Res je tudi tak dober občutek. To je zelo zanimiva tema, ne, resnic kar ključna. Veliko boljš, kakor pa si, ne vem, superke, nove kupe, kakor se to rešijo. Zora, drugače pa si poučuješ tako na akademiji v Ljubljani, kot tudi še vedno na pedagoški fakulteti v Ljubljani. Se pravi, si veliko v stiku z študenti oziroma jim predavaš. Se pogovarjate tudi o tem, kako naj se lotijo prodaje svojih del, kaj so neki modeli, česa naj se izogibajo. Je to danes tema v procesu izobraževanja? Se v bistvu oba? Ja, jaz mislim, da bo o tem mogoče Žiga bolj povedal, kar se na akademiji tiče, ker jaz predavam na
sem uči grafiko na grafičnem oblikovanju, na vizualni komunikaciji, se pravi ilustratorje predvsem. In mislim, je zanimivo, koliko je ta ilustracija zdaj v vzponu. Vsi hočejo študirati ilustracijo in to je meni to dobro. Očitno ljudi, mislim, imajo to veselje do risanja in taki pridejo in je res tudi zelo dober študij in zelo podpiram. Ne vem, jaz jih bolj, ker so večinoma ženske, tako se mi zdi, da velikrat o tem jim razlagam ali pa jim probam tako, da so res samostojne in da nekako najdejo način, da si same zaslužijo denar. To se mi zdi to pomemben. To, kako se pa mislim, da imate tudi na akademiji nek predmet, ki so to neke... ali pa povabite kakšne umetnike, ki povejo, kako se prijavljati na razpise, kako se pogovarjati z galeristi, kako napisati prašno. Ja, v bistvu pravzaprav tako, kar se moja izkušnja, najprej to, da potem študenti, pa tudi potem malce poznaj, ko končajo, me pogosto vprašajo, v bistvu pošljajo cene, pa vprašajo, če je to previsoka, prenizka cena, da bi prodali, ali pa me kar vprašajo, kakšno ceno bi dal. Jaz recimo na njihovem mestu in moj odgovor ponavadi je, da to izjemno nehvaležno svetovati. Resnici je prvič tako, da je to, žal je pač to že en tak relativno lep pokazatelj v narekovaj, da ta prostor naš ni tako blazno zdrav, da mora umetnik sam si zastaviti ceno, oziroma da je to kar pravilo, da v tem prostoru, če to, kar smo prej govorili, če pomislimo natančno, je res, ko smo govorili, sem pozabil mogoče domen Travnikar Gallery Space, ki je mlada prodajna galerija, ki se osredotoča na pač najmlajšo generacijo in to se mi zdi v resnici res en izmed redkih primerov dobre prakse, ki ga navdušeno pozdravljam. In Pierre sem prepričan, da jim zna dobro svetovati z izkušnjami, koliko ne postavijo ceno. To, da pa umetniku, mlademu umetniku, študentu, mogoče celo še profesor svetuje, koliko ne postavi ceno, ko bo umetniško delo prodal sam direktno, pa res zoprna stvar, ker za Slovenijo, zaradi tega, ker pravzaprav Slovenija umetniško delo stane toliko, natančno toliko, kolikor pač stane. To pomeni, za kolikor ga uspeš prodati. To je mogoče eden izmed ključnih problemov, da v resnici ni, se vemo, da dejansko sistema ni. Recimo vsem ne rečem, da je pogosto si idealizirano predstavljamo, recimo, da je, kaj pa se vem, da je Slovenija pač tak, bi rekel, otok piratskega neobstoja ali pa divjega neobstoja umetniškega trga, pa so druge, pa to urejeno. Žal ni tako, med tem, kljub samo recimo, da so neka pravila in koordinate, recimo, jaz si Matija omenjal New York. Za New York je ta specifika, da je recimo točno to, kar si rekel, se strinjamo, vemo, da je tam nakopičenega tako veliko denarja, so v bistvu umetniška dela tam zelo draga, kar je seveda dobro. Po drugi strani pa to pogosto pripelje do tega, da je to specifično umetniško delo zelo težko kompatibilno za katerikoli drugim prostorom, mogoče za nekimi bogatimi zahodnjaškimi še, potem pa vedno težje. In ta nesinhroniziranost je sigurno problematična. Tako da imajo potem prostori sigurno neke svoje ekosisteme, hierarhije in tako naprej, ki so boljši ali slabši, nekakor pa ne vsi idealni. Na slovenski pa zazihar po mojem mnenju tak, da v bistvu tako umetniki pogosto krni, ker je tako majhno število, ali pa skoraj da lahko na prste ene roke in še manj naštejemo galerije, ki se recimo profesionalno s tem ukvarjajo, ki držijo neko veliko profesionalno shemo nad cenami, se pravi, da resno delajo na politiki cen umetnikov, s katerimi delajo, vanje verjamajo, vlagajo neko energijo in pač probajo držati nek počasen
počasno rast cen. Verjamem, no, da to v slovenskem prostoru mogoče se trudi delati ravno kar Gallery Space, zdaj bi pa res težko najdel še en sam nasleden primer, ta hip se ga ne spomnim. Potem je posledica ta, da seveda vsak prodaja posebej, recimo, da če prodajaš prek galerije in sam, sta potem takoj dve ceni v igri ali pa tudi ne in polno teh bi rekel, ne najdem zdaj besede, pač specifičnih deformacij se dogaja tukaj, tako da je blazno težko, hočem povedati, študentom ali pa mladim ljudem svetovati, kaj bi bila prava cena, ali bi bila ta prava cena usmerjena v neko strateško delo in kariero, ki bi bila mednarodna, ali si mogoče želi čim prej nekaj zaslužiti, tako naprej. In na akademiji imamo predmet politike razstavljanja, ki je bolj ne usmerjen recimo v neprofitno sfero, ravno zaradi tega, ker je pač to specifično znanje povezano z art marketom, ga je težko in nehvaležno podajati. V Sloveniji ekspertov za to resnici dobesedno res ni. In ne samo to, takih predmetov, ki bi podajali študentom znanje, kako rokovati z privatnimi galerijami, tudi na drugih šolah ni tako zelo veliko. Recimo, ravno sem se pogovarjal s študentko bivšo, ki zdaj študira na Štedlšule v Frankfurtu, ki je velja za eno od najmočnejših šol v Evropi, pa tudi na svetu, in oni nimajo ničesar takega. Preprosto zato, ker ni pravil. Po drugi strani pa celoten kurikulum šole, na nek način bi rekel ne direktno, ampak posredno pa usmerjen ravno to, da v bistvu da uspešen študent seveda ujame oziroma se sreča z galeristom. Tako da hočem povedati to, da moje mnenje, pa tudi očitno splošno, da je, bi rekel, da svetovanje glede prodaje, glede lova na galeriste, glede na višino cen je pač zahtevna in nehvaležna naloga, tako da se jaz tega pravzaprav ne lotevam najrajš. Kaj pa predmet sodobna umetnost in socialna omrežja? Tega, verjetno ga kaj pa svem. To bi nas pa mogoče, študenti je nas naučili. Ti gremo v kafič. Jaz se spravljam v temu, da bi naredil Instagram. Še za Matija, imaš občutek, kdo so tvoji kupci in kam tvoja dela potujejo, kakšno je njihovo življenje potem te zapustijo? Recimo v New Yorku je en izmed mojih kupcev bil Walter Price. On je v bistvu zelo znan njujorški slikar. On je recimo lani v MoMA PS1 je imel solo razstavo in recimo tudi zbirko ima in 2 deli sta recimo pri njem. Potem tudi ta en galerist je tudi kupil na začetku nekaj del, takim je potem ponudil narediti 50. Ker je potem, na začetku je hotel vsa moja dela kupiti oziroma večino, tako da jih zdaj manj. Matija, mogoče kar k tebi, kdo tebi določa ceno tvojih umetniških del? Jaz sem se pač, recimo v New Yorku pa Londonu sem rekel, da pač naj oni določijo ceno. Ker jaz sploh niti ne vem, koliko je moja umetnost tam vredna, koliko je. Jaz lahko nekaj povem, pa bo to tam mogoče previsoko ali pa prenisko. Meni je bilo pač pomembno, da se slike prodajo, da se potem točno ta scena zgodi, da nekdo kupi to sliko in da potem gre ta slika dalje. Tudi če gre za malo manj, jaz sem potem itak bil zadovoljen s temi ponudbami, ki so jih oni dali, ampak to je meni ful pomembno, da zdaj to niso neke astronomske cene, ampak da so ok cene in da se potem slikami dalje nekaj dogaja. Matija, si tudi edini tukaj zdaj v mizju, ki nima nekega drugega poklica, poleg slikarstva oziroma sodobne umetnosti. Mogoče na to naše vprašanje se da s prodajo umetniških del v Sloveniji? Na spletu preživeti. No, globalno. Preživeti ali preživeti? Jaz mislim, da... Ker misliš bremzati, da je to. Mislim, da se, ampak glede na to, da bom malo bremzal, bo mogoče malo bolj
tough na začetku, ampak se mi vseeno zdi, da mogoče je res to boljše na dolgi rok bremzati, da se. Ampak recimo, se pravim, ne, zunaj je ogromen pač kapital, ne, ki zdaj recimo tudi se mi odpira neki trg na Kitajske, ne, tam pa je tudi, ne vem, 10 milijonov ljudi, ki so, ne vem, milijarderi, ne, ki kupujejo slike celi čas, ne, tako da je fajn potem imeti neka tržišča, recimo v ZDA, potem Evropa, pa potem Azija, če imaš kaj bolj super, ne. A živiš tam, mislim, ali tako nadaljavo to? Nadaljavo, živim tu v Mariboru. Aha, živiš v Mariboru. Preko mosta. To je pa super, ne? Da ja. Zaslužiš v tujini in potem živiš najboljša kandidacija. To je moj plan, ne. Ker potem recimo, če nekaj zaslužim, je potem vseeno ceneje, recimo biti na neko razstavo, sem tam en teden, ne. Ker recimo v New Yorku to so, da bi jaz recimo tam zašel živeti, pa ni varianta, to so take astronomske cene, recimo itak, neki flat v Brooklynu stane najemnina, potem atelje še, potem nemogoče, da bi zaenkrat, no. Jaz sem, če ne bom bremzal, no. Pa je to komorkoli važno, odkot si ti, je to fino, da si iz neke kvazi eksotične države, ali je to v bistvu popolnoma nepomembno? Popolnoma nepomembno, to je, mislim, to nobeno ni vprašal zdaj, kaj je ta država, ki je, kaj se, pač, oni samo izključno gledajo art, samo to jih zanima. Mislim, nobeno niti vprašal, niti kako izobrazbo, no, nič, samo pač art. Ker se tudi ful dosti se recimo dogaja to, da se artisti, ki so recimo ful znani pa ful uspešni, nimajo niti izobrazbe, ampak gledajo vedno, kaj je upodobljeno, oziroma njihov izraz, da to jih zanima. To je ful recimo, nekak se vedno bolj izogiba nekim akademskim strujam, no, tak je občutek sem jaz dobro. Kaj je pa za pravno podlago? Pravi, je treba imeti v ozadju ali SP ali pojem samo zaposlene? Ja, mislim, fajn je, ja. SP je sigurno fajn imeti, ne. Vedno, če slučajno kaj, ne. Vedno je fajn imeti nekaj. Zaradi prodaje, ne? Ja. Ja. Kaj pa prevozi slik? To je postrošek, ne? Ja, jaz sem pač, oni so bili v New Yorku, zelo je bilo strah, koliko pa zdaj to stalo, ne. Ker to so pač astronomske cene, celo razstavo tja peljati. Jaz sem to pač zapakiral z neko kartonasto škatlo. Malo sem pač dal tistega papira, da pač kupoka, ne, to sem dal in sem potem to nesel na razne DHL-e, bla, in so mi take neke morbidne cene so mi dali, ne. Potem pa sem to na pošto nesel, Pošta Slovenije, tukaj preko ceste, ne. In so dali to pač na tehnico in so rekli 50 €. Zato, okay, super. Da se ne bo zgubilo. No, jaz sem bil prepričan, da se ne bo zgubilo, ne. Potem pa se je zgodila druga scena, ker sem imel potem v Los Angelesu tudi eno skupinsko razstavo, sem šel isto varianta, super, ne, tisto je stalo 16 €. In potem je slika prišla tako harmonika, popolnoma, nič na nekaj je padlo, govorim tudi, če bi jaz ne vem, v kaj dal pač nič, ne, in pol pa sem rekel, okay, to sem imel samo srečo, da se je to v New Yorku zgodilo tako se je, ne. Pa tudi recimo neke scene so se zgodile, ne, da sem bil na pošti in se je tisti službenec naslovno gor in je bila teža večja, ne, in recimo v ZDA ti takoj ti zavrnejo in ti nazaj pošljajo. Če jaz potem to vse nazaj dobil, bi dobil vse carine, glavna katastrofa, glavne, tako da. Ne bom več toliko šparal, no, na pošti, no, samo srečo sem, no, res. Ja, kaj pa ti karneti pa to, kaj treba imeti? Kaj pošlješ kot umetnino, verjetno je to material. Ne, mislim, jaz mene sem napražil, kako je vrednost, pa sem napisal, ne vem, 20 € ali pa nekaj tako. Tako da, samo srečo sem, no, tako. Nenad, ti si v nekem tem trgu z ilustracijami, ki je tudi zelo popularen, verjetno za
socialnimi omrežji se je to bolj razširilo. In je to ena niša, eno posebno področje, ki je seveda tudi zelo privlačno, ker je za razliko od nekih originalnih umetniških del cenovno malo bolj dosegljivo, ampak me zanima, kakšna je specifika te produkcije in distribucije. Se pravi, zate sta verjetno zelo pomembna tiskarna, s kom sodeluješ, izbira papirja, potem me zanima, kako je s formati pri grafikah, jih izbiraš, limitiraš, edicije, jih signiraš in kako je na to z distribucijo prodanih del, mogoče podobno kot Matija. Se pravi, je to bolj prodaja pri tebi nekaj, kar se dogaja od vrat do vrat, pravi, da pridejo do tebe ali tudi pošiljaš na okrog in kako pol to poteka in kako določaš ceno, oziroma kje se ta cena določa? Se določa na trgu, gledaš za neke primerljive ponudbe na spletu, ali kako to poteka znotraj tvojega medija? Kar se tiče samih edicij oziroma količine in števila posameznih reprodukcij, nekako sem si tako zadal, da je 10 tisto magično število, ki nastane v enem formatu. Zdaj prodaja se ne toliko, da bi zdaj ravno imel nek opasen številčnik, kjer zdaj sem 100%, mislim, nikoli ni zdaj bistveno več kot 10, oziroma ne vem, če zdaj smo bolj, več kot 10 se je sprintala. Potrudim se, da so printi tehnološko najboljši, kar se je da na trgu dobiti, ker se mi zdi, da vseeno tisti, ki jih kupi, pričakuje nekaj, kar bo trajalo, kar bo obdržalo pigment, kar bo izgledalo čez nekaj let, kot je takrat, ko je kupilo. In se mi zdi, da pač res se bolj potrudim, da je najboljše, kar pač ta trenutek se da najti na trgu za samo reprodukcijo. Kar se distribucije tiče, pogosto se zgodi, da me kdo pokliče, še večkrat, da mi kdo piše in mu bolj tudi pošljem, ali pa imam tudi nov poklic, tudi poštar sem, tako da tudi dostavim včasih na naslov, ampak to najpogosteje v kako Ljubljano. Sicer pa, ja, mislim, pošta je tudi takim hvaležen medij med mano in kupcem, no, tako da bolj na ta način distribuiramo. Kako pa je sceno določaš, jo glede na trg, se mogoče, ker se zdaj že nekaj časa, se cene dviguje? S cenami, mislim, tako nekako zdaj že 3. leto oziroma 3 leta zaporedoma sem sodeloval na tem božičnem sejmu v Ljubljani, ki ga prireja Vodnikova domačija. In sem malo pač jasno poškilo po stenah, kdo in kaj prodaja za koliko. Je pa tudi res, da pa sem leta in leta sedel za agencijskimi mizami in mi je pač postajalo jasno, koliko kaj na trgu, kaj vredno, no. In je potem pač nekako se formira, probam za agencije, vem, za koliko bodo prodali to ilustracijo, za njih so pač druge cene, medtem ko za končnega uporabnika, za kogarkoli, ki pokupi grafiko direktno od mene, pa so pač neke te kvazi dogovorjene, no, oziroma pač zdi se mi, da z nekimi reprodukcijskimi tehnikami, kot je printanje, ni niti fair dati nekih previsokih cen. Tako da ponavadi pač dam to, kar mi da tisti, ki mi to sprinta, tisti, ki je v okviri, še nekaj evro zraven in to pač neka cena, ki jo dam. Cene del rastejo? Načeloma ja, oziroma tako začel sem tako nekje okoli 40 evrov so se gibale, no zdaj se okoli 70, no, tako da vseeno
se mi zdi, da nisem več tako zelo mlad, ne, kot sosed Matija, ne, ampak pri 20 letih bi bil mogoče malo bolj skromen, zdaj pa se mi zdi vseeno, da če se proda, se proda. Kot rečeno, vseeno nisem odvisno od prodaje teh ilustracij, no, ampak zdi se mi, da vseeno tisti, ki kupi to, da dobi dovolj dober produkt za svoj denar. Zdaj še za zaključek, vprašanje za vse skupaj, čeprav ste ga bolj kot ne vsi že odgovorili, ampak vseeno, kam bi poslali nekoga, ki bi rad kupil delo, sodobno umetniško delo slovenskega avtorja. Ne nujno vas same, ne, ker bi ga seveda povabili k sebi v atelje, ampak kakšen nasvet bi mu dali? Nekdo vas kliče, rad bi nekaj kupil, kam naj gre? Nezainteresiran. Ne zanima. Ja, ja, lahko jaz začnem, ker bom kar tvojo povedala. Jaz bi poslala v Thierry Raudiga. Ja. Ker se mi zdi tudi, da dejansko, tako kot to njihov način dela in tudi to so mladi avtorji, ki tudi najbrž v tem trenutku najbolj lahko pomagamo, ne, in jaz bi jo kaj poslala, no. Jo. Ja, meni, kot sem že prej rekel, jaz sem navdušen nad to galerijo, se mi zdi kar osamljen primer, če seveda neskromno zdaj ne bi se slučajno tudi mi ukvarjal s tem, tako da moram potem dodati takoj tudi to, da bodite pozorni tudi na Galerija Gallery, ne China. Ampak Žiga Galerija Gallery tudi prodaja umetniška dela? Ja, tudi, v bistvu, načeloma je program galerije, da bolj kot ne, vsaka razstava prinese tudi vsaj eno delo, ki je bolj multiplikativne narave, oziroma se potem stvar pridruži zbirki Made in China. Pa kot rečeno, zdaj lansiramo mislim, da v parih mestih, da bo stvar začela že funkcionirati, bolj agresiven, pač bi rekel, komercialen program, oziroma pač prodajni program, pa mogoče ne bo tako zelo namenjen izključno najmlajši generaciji, kot recimo zelo pametno in smiselno to počne ravno kar Gallery Space, ampak pravzaprav nekemu preseku, skoriščajoč pač ta manko, ki ga čutimo na trgu, no, slovenskem specifično. Recimo tako, no, mogoče bi rekel samo še to, da recimo nedavno sem začel sodelovati z Londonsko galerijo, ker mnenje galerista je tako, da ki pozna zelo natančno tudi naš projekt Made in China, do njega je izrazito kritičen. Viktorja je označil, kakor da se ves čas igra z ognjem in tudi ni navdušen, da sem jaz zraven. Ampak njegova teza je, kar je zelo zanimivo, njegova teza je, da je Slovenija absolutno premajhna, da bi imeli smisel vzpostavljati. To, ko sodelujem, recimo, isto mnenje sem slišal nedavno nazaj za eni strani berlinskega zbiratelja, s katerim sodelujem enako, češ Slovenija popolnoma premajhna, da bi imeli kakrškoli smisel vlagati v interni trg, naj vendar rajš se dela na tem, da je čim večje število slovenskih umetnikov pač mednarodno prepoznavnih. Naše mnenje platforme Made in China pa Galerija Gallery obratno, mi mislimo na nek način, da prodaja umetniških del ni izključno profitabilne narave. Skratka, nazadnje mislim, da je kupovanje umetniških del seveda del neke kulture in da je to povezan s tem, da če živiš v nekem okolju, če ne nazadnje imaš tudi rad sodobno umetnost in če rad hodiš na razstave, recimo jih gledaš seveda, se združiš z umetniki, potem moraš nekaj vlagati to.
In mislim, da je tako, bi rekel, neka meščanska kultura, za katero jaz zelo upam, da ljubljanska kultura nekoč bo taka, pa tudi vse ostale urbane v Sloveniji. In mislim, da je smiselno vlagati nek specifičen trg v Sloveniji. Jaz mislim samo to, da seveda ni aplikativno vzeti modela, ki je na delu v Berlinu ali pa v Londonu, ampak je treba izumiti, znajti nek nov model. In ne da dam na koncu samo to, no, da če beremo, če nas ta tema umetniškega trga recimo malce bolj zanima, če beremo številne tekste, ki se jih da, ki pač krožijo v povezavi z umetniškimi sejmi in tako dalje, potem lahko vidimo, da je pravzaprav model, ki ga poznamo, ki temelji na pač prodajni galeriji, ki zastopa neko majhno število umetnikov, absolutno v krizi. V bistvu je ta model generalno gledamo, seveda z izjemami, to je piramida, ki se zadnja recimo desetletja, pa še toliko bolj leta krči oziroma špiči, ta je zmeri bolj taka. To pomeni, da pravzaprav ni namenjena temu oziroma ne omogoča, da bi v resnici neko večje število dobrih umetnikov živelo od tega oziroma imelo karkoli od tega oziroma da bi neka večja skupnost prišla v stik, ampak je v bistvu popolnoma v svrhi neoliberalnega sistema in zato je pravzaprav po mojem mnenju v vseh večjih urbanih središčih tako veliko število artisran galerij, ki so zelo pogosto tudi pravzaprav neki modeli iskanja oziroma neke platforme, ki iščejo nove modele. Tudi nas izrazito to zanima. No? In tukaj vidim pravzaprav, hočem da zaključim, Slovenija kot prostor manjka nekih vzpostavljenih iniciativ, ki bi dobro funkcionirali z redkimi izjavami, se mi zdi pravzaprav en plus. Nisem in plus v toliko, recimo, če ga primerjam z Berlinom, Londonom, New Yorkom, kjer so te stari modeli še vedno tako izrazito močni, da neke mlade, nove, eksperimentalne in drzne iniciative nikakor ne more priti blizu. V Sloveniji to, kot vidimo, ne velja. Ne? Resnici z nekim dobrim, zanimivim, drznim modelom tukaj lahko, jaz verjamem, no, orjemo ledino in ga vzpostavimo tudi širše na ta način, da bo pač lahko funkcionirati tudi širše. No in to nas na nek način zanima. No? Zato zaključujem s tem, da bodite pozorni. Tako da vabiš v galerijo Gallery. Matija, kam bi ti poslal? Jaz bi tudi poslal, mislim, k Pieri. Ja, ker sem videl recimo zelo neke podobnosti v celem konceptu med New Yorkom, pa se mi zdi, da je taka neka galerija v Sloveniji zelo nekako planjuna, no, se mi zdi. Nažalost, v navednicah tudi k Pieri, ker je dejansko zgleda edina galerija, ki jo poznam oziroma ki je toliko prisotna, da je slišati za njo, razen jaz sem pač izzetih tukaj. No. To je bilo to, no. Mislim, ne poznam druge galerije, ki bi se ukvarjala prav z... Mislim, pač... Ne, mislim to, kar si za ti rekel, ampak Piera. Prisotni so slišala. Le koliko investirala v to problemizem ali pa že? Ker Piera, ker veste, zadnjič, ko sem bila pri njej na otvoritvi, ko sem pohvala, kako je super prostor, pa vse je tako res low budget narejeno, svetlitev, vse, ampak super funkcionira. Rekla, ja, samo nimam še izveščka neonskega, ker bom stal 500 € in potem to pa res pomeni, da sem se odločila, da bom imela to galerijo, če bom tih 500 € investirala, ampak še nisem ziher, če bom tih 500 € investirala, tako da upam, da Piera ostane, kjer je in da se bo razvijala dalje. Zdaj bo tudi na Vienna Contemporary se predstavljala tako dalje in mi seveda vsi želimo veliko uspeha. Zdaj bi še najprej vprašala, če še kakšno vprašanje iz publike, kar počasi jaz drugače zaključujem ta zelo zanimiv dialog. Ne, Jure, ti tudi ne? Čisto nič? Ok, dobro. Aha, ja. Pri mene specifično zanima ta ženski aspekt umetnosti, oziroma na kak način, če se morda vi srečujete z kakšnimi razlikami, ne, kar se spola tiče, kot primerjavi z vašimi kolegi, ki so možni razpola. Jaz mislim, da so še vedno te razlike. Mislim, na umetniškem področju
Mislim, vse je načelno, ne, smo enakopravni in tudi meni se zdi bolj ne razmišljati o tem. Ampak zdaj, kar se pa zdaj dogaja, to smo se pa danes že tam pogovarjali, je pa izrazita feminizacija tega poklica, kar pomeni slabo. To pomeni, da tle ni denarja. Zato se za to odločajo ženske. To je pa grozno. Ampak recimo še vedno pa na nekih področjih je pa razlika, mislim, kako kot umetnica dobiti službo na akademiji, recimo, mislim, ne bom zdaj o tem, ker sem že prevečkrat, ampak recimo se zdaj je že veliko profesorc, ampak so predvsem na teh predmetih, ki so teoretične narave, recimo za grafiko ni bilo še nikoli nobene profesorce, za slikarstvo je ena, za kiparstvo nobene. Mislim, to so pač stvari, žal, tako je, ampak se pa stvari spreminjajo. Zdaj, lahko bi se še o tem pogovarjali, ampak mislim, da pa tam, kjer ni denarja, tam smo pa zelo enakopravni. Tako da je, mislim, če ni trga, ni denarja in mislim, imamo vsi podobne možnosti, v tem smislu. Ampak kako pa preživeti, to pa zdaj drugo vprašanje. Če sem. Najlepša hvala našim gostom, zares zelo zanimiv, deloma zabaven, humoren in pa tudi seveda zelo, mislim, en pogled, ki nam daje misliti in pa mogoče tudi je neka priložnost za razmišljanje naprej in kakšne projekte v prihodnost. Tako da najlepša hvala. Hvala tudi vam, da ste bili tukaj in vabljeni še na kup kakšnega umetniškega dela. Hvala.